Seveda Jožefa smo pustili, ko je spal, ma on je bolj delal, je le Jožef delavec. Si prav predstavljam tisto lepo delavnico, vse diši po tem frišnemu lesu, tam na robu Berštata, tisti obelči, kot sadeži, kako me čakajo, da jih boš pojedel. In mali Jezus, ki gleda in ga vse zanima, kaj Jožef dela. Delo je lepa stvar. In smo postavljeni tudi zato, da nekaj v življenju naredimo. In Boga zanima, kaj mi delamo. Kot je Boga Jezusa zanimalo to, kaj Jožef tam počne, Boga zmeraj zanima to, kaj delamo. Sveti Jožef, prosi za nas. Sveti socer, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosi za nas. Slava Očetu in Sinu in Svetemu. Sveta Ana je bila? Tako. Ampak mi danes govorimo s Jožef. Sveta Ana je bila? Tašča. Tašča. Zelo, ne? Je bilo, ja? Sveti Jožef postavljen za varuha Devici Mariji, moža Devici Marije. Točno na današnji dan, leta 2013, je papež Frančišek sprejel svojo službo. In on je takrat rekel Sveti Jožef in on je kustos varuh vsega tega. Pepelnico začnemo, sreda je Jožefov dan, zmeraj. Pride nekaj tega trpljenja, ki ga je Jožef tudi imel, sedaj je potem tudi s to pepelnico in post in vse, ki tudi je del človeka. Trpljenje je označeno predvsem z Jezusovim srcem, ki je bilo ranjeno, s sulico, odprto, in od takrat naprej odprto za vse in priteče ven kri in voda. Srce Jezusovo, usmiluj se nas. Srce Marijino, usmiluj se nas. Srce Jožefovo, usmiluj se nas. Vsem nam. Pravijo, da je vijolico, da jo prej zavohaš, kot jo vidiš. A res to vdeširajo? Naprave. Se skrije pod grm
je skoraj ne vidiš, lahko celo malo pokrita z listi, s temi zimskimi listi, ampak diši. In vijolice so marčovske rožice in marc je Jožefov mesec. Za Jožefa je tako. Skoraj ga ni, po Svetem pismu ga lahko skoraj spregledamo, ker se zdaj nekako znanilo Jezusa Kristusa. Ampak je kot ta vijolica. Tam je nekaj skrit, ima svoje veliko mesto, danes razmišljamo o njemu, kaj je to mesto. Ampak diši, te stvari nam dišijo. Sveti Martin, prosi za nas. Sveti Jožef, Prosi za nas. V 1917 v Fatimi Marija najde 3 pastirčke, jih poučuje in jim razne stvari tudi da uvid. Eden od teh uvidov, znamenje je bilo tudi, bo prišel sveti Jožef z Jezusom v rokah in oba blagoslavljata ta svet. Prav ta podoba Jezusa in Jožefa, ki blagoslavljata, je podoba, ki je v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa, naše narodno svetišče, ki je bilo en čas Kekčeva dežela. In ko so potem spet patri jezuiti dobili nazaj tisto cerkev, je bilo prav tako zazidano iz kip, ki je bil postavljen noter zazidan, in ko so naredili luknjo, prva stvar je potem, ko sem to, da je bilo to luknja, pater dal roko skozi, da je Jožef prijel tak lep Jožef. Tako sveti Anton, ki zmeri narisno predstavi, ampak on je kot mlad iskal, ker ga je ne govorila beseda, mladeniča, ki je prišel k Jezusu in rekel, daj povej mi, kaj naj storim, da bom dosegel večno življenje. In Jezus rekel, pusti zdaj vse, kar imaš, in hodi za menoj. In on je pustil vse svoje stvari, takrat je šel v puščavo, v molk in živel v molku toliko časa. Molk je beseda, pojem, ki spremlja sveta Jožefa. Katera je najbolj pomembna beseda, ki jo on rekel? Ja, ni. Niti ene besede v Svetem pismu ni njegove. Da se spomnimo. Razmišljal sem eno stvar, Svetemu Jožefu spet najprej spomin na mojo staro mamo Ivanko. Sem 23 let imel, ko je umrla. Ona je večkrat nam otrokom pravila, smo behunili. Tam v Pordenonu smo malo reči, smo behunili. Nikoli nisem tega razumel, nikoli. Sveti Jožef je behunil z Marijo, z majhnim otrokom Jezusom v Egipt. Marija, kraljica beguncev. Prosi za nas. Sveta Katarina. Prosi za nas. Sveti Jožef. Prosi za nas. Večno slavo, zdravo
Zbori angelski, poją, hvali zemlja i nebo. Sveti Jakob, Prosi za nas. Sveti Jože, Prosi za nas. Nad alnem spodu zlatem gradu budi se prvi sončni žar, da potnika po trudni poti potruje tako učenik dan.